Profesor Boris Turk, kemiki, biokemiki, molekularni biologi, medicinci in raziskovalci sorodnih znanosti, si zadnje desetletja intenzivno prizadevate, da bi prišli čim bliže boleznim, ki pestijo ne le populacije razvitega sveta, ampak sploh današnjo civilizacijo. Tu ne gre zgolj za iskanje terapevtskih učinkov, pač pa skušate priti čim bliže ustreznim diagnostičnim in tudi prognostičnim metodam. Zakaj šel razvoj v taki smeri? Razvoj v tej smeri je šel, ker se je nekje ugotovilo, da če ti bolezni ne znaš detektirati recimo v dovolj zgodnem obdobju, se pravi, ko je bolezen še v razvoju, velikrat še tako dober terapevtski pristop ne pomaga več, vsaj recimo pri teh, če rečemo, hujših boleznih, predvsem mislim na rak in podobne, se pravi, da so posledice hujše, kot če jih uspeš detektirati recimo v zgodni fazi razvoja. Se pravi, da je že prepozno lahko. Ja, to je nekje tisti glavni moment, zakaj v bistvu potrebujemo zgodnjo diagnostiko. Se pravi, tudi recimo bolezni, za katere ne poznamo zdravil, eno od takih je osteoartritis, odnosno artroza, za katero po statističnih podatkih trpi, ne vem, če je najboljši izraz, ampak recimo oboleva več kot tretjina populacije starejše od 65 let. Se pravi, če bi jo lahko zaznali v dovolj zgodni fazi, bi lahko njen razvoj upočasnili in enostavno s tem olajšali kvaliteto življenja pacienta. No, razlog za tale najin pogovor je tudi raziskava vaše skupine, kjer ste razvili nove pametne sonde za cisteinske katepsine z diagnostičnim potencialom. Za laično javnost pa bi seveda vendarle želeli, da bi nekoliko nadrobneje predstavili vašo raziskavo oziroma način sploh, metodo, bi lahko rekli, ki v prihodnosti diagnostike v bistvu veliko obeta. Ja, zdaj, če začnemo, če se vrnemo nazaj na začetek. To je bil plod v bistvu delo dveh evropskih projektov, kjer smo bili enem partnerji, v tem zadnjem smo ga pa koordinirali in sam osnovni princip metode se je postavil že v okviru prejšnjega evropskega projekta, ki se je zaključil leta 2008 nekje. In že takrat je bilo ugotovljeno, recimo, ali pa smo ugotovili že takrat, da so lahko take pametne sonde, ki so bolj podobne substratom, ki pa temeljijo na irreverzibilnih ali pa tudi reverzibilnih zaviralcih aktivnosti proteaz, da imajo velik potencial v diagnostiki. Zdaj, če mogoče malo razložim, kaj to pomeni. Se pravi, začeli smo pred tam že nekje 7-8 leti, ko smo se nekje znajdli, kar se velikokrat zgodi, malo v slepi ulici, in ko je bilo vprašanje, kako naprej, ali iti z razvojem tako imenovanih peptidnih, se pravi peptidnih sond, to so take, ki so sestavljene iz aminokislin, pa imajo potem še neko reportersko skupino, ki jo lahko vidimo, detektiramo, ali pa gremo v drugo smer, in druga smer takrat se je pokazala, da je mogoče večja perspektiva v tako imenovanem obratnem načrtovanju, odnosno reverse design po angleško, se pravi, da gremo že iz majhne molekule, ki je bila zaviralec, ki je bila že preizkušena vsaj pred kliničnih testiranjih, kar pomeni, da je že prilagojena, se pravi, da je že prilagojena na okolje, ki ga imamo v organizmu. Se pravi, da ne bomo imeli problemov s čemu se reče, z biodostopnostjo recimo, se pravi, da načelno bi lahko delovala. Je pač razvoj ni šel tiste molekule, ni šel naprej, ampak če bi pa to obrnili, se pravi, da zamenjamo tisto reaktivno skupino, ki se veže na encim, če to zamenjamo z neko zvezjo, ki se lahko cepi, pa dodamo na eno stran recimo fluorofor, se pravi kot reporter, na drugi strani pa dušilec te fluorescence, potem dobimo tako pametno sondo, ki je do neke mere že optimirana in ima potencial, da bi lahko delovala potem tudi v kompleksnem okolju, kot je in vivo okolje.
No, in to je potem v prvi fazi smo pokazali, da je nekaj tazga možno. Zdaj smo v bistvu prišli pa do tega, da ta zadeva dejansko deluje, se pravi ne samo in vitro pa v celicah, kot smo recimo pokazali v prejšnjem delu, ki je bilo konec koncev, patent so imeli kolegi iz Sanofija, članek smo pa skupaj objavili leta 2008 v isti reviji. No, zdaj smo pokazali, da dejansko lahko to apliciramo tudi in vivo in to na primeru bolezni, kot je rak. Zdaj, mogoče še nekaj, ko se pa vedno postavi vprašanje, zakaj ravno recimo katepsini v tem primeru? Se pravi, kaj je tisto, kar definira, da je neka molekula, se pravi biološka makromolekula, dobra tarča za recimo diagnostiko ali pa tudi za kaj drugega v moderni medicini. Prav, tisto, kar moramo vedeti, je, da se more eno nahajati na mestu bolezni, potem drugo je, da more biti recimo ali izražanje ali aktivnost te tarče v bolezni bistveno drugačna, kot je v zdravem organizmu in tukaj recimo že s proteazami prideš ponovati zelo blizu. Proteaze nudijo še naslednjo možnost, namreč proteaze zaradi tega, ker so encimi in hidrolaze in na ta način pretvarjajo druge molekule, recimo substanate, v bistvu nudijo velik potencial, da bi lahko generirali dovolj signala, ki bi ga lahko zaznali. Poleg tega je pa znano, da je v velikem številu bolezni ali pa v številnih boleznih je njihovo izražanje in tudi lokalizacija v organizmu drugačna kot v zdravem stanju. Recimo ravno katepsini so zelo močno povišani pri boleznih, pri številnih boleznih, ki so povezane z vnetji, sem spada pa tudi rak, na kjer smo mi delali, in jih pogosto izražajo in izločajo imunske celice. Se pravi, imamo načelno ta pogoj izpolnjen, prav drži, da so encimi, ki so tam, tudi so dobre hidrolaze, se pravi, mogoče je to, zdaj treba samo še preveriti, a je to možno zares izkoristiti. No, in tukaj je bil pa potreben še en dodaten premik narediti. Se pravi, tisto, kar se ve, imamo v teh pametnih sondah, imaš dve možnosti. Eno je, da uporabiš sondo, ki je v bistvu zaviralca, se pravi, se kovalentno veže na svoj encim in se ne umakne več. To pomeni, da ena molekula encima lahko cepi eno samo molekulo sonde. V primeru, da imaš pa tako, ki deluje kot substrat, pomeni, da lahko narediš vsaka molekula encima naredi več takih ciklov, bo pa z vsakim ciklom se signal lahko bistveno ojačal. Se pravi, teoretično imamo možnost, da bomo bistveno več signala detektirali in s tem imeli možnost zaznati recimo že manjše količine encima, če delamo s substratnimi. Poleg tega imajo te še eno prednost pred onimi zaviralnimi, namreč to, da so manj imunogene, se pravi, ne sprožajo, imajo manjšo verjetnost, da bodo sprožile imunski odziv, ker ne tvorijo tako imenovanih aduktov na encim. Imajo pa eno slabo lastnost, ki pa včasih, ki pa ni tako nezanemarljiva, kot bi rekli, namreč ta je, da po cepitvi se ta fluorofor lahko, se pravi, ta reporterska skupina lahko relativno hitro odstrani z mesta, kjer je bilo cepljeno, ker pač ni vezano na nič. In tukaj smo naredili mogoče še en tak dodaten, mal revolucionaren pristop, skratka, da smo povezali na to molekulo po cepitvi, smo dodali lipidni rep, zaradi česar se lahko usidra v membrano celic. In to pomeni, da signal ostane na mestu cepitve bistveno dalj časa. S tem nam pa da boljše možnosti zaznave, ker ga imamo in eno je, ker se akumulira na mestu cepitve in drugo je, ker se ne odstrani z mesta cepitve, se pravi, dejansko imamo vedno več tovrstnih molekul, se pravi, nam omogoča detekcijo nižjih količin. In s tem tudi boljšo diagnostiko. No, gre pa še, koliko razumem, za neinvazivno metodo, kar je seveda zelo dobrodošlo, recimo v medicini, ne? Ja, zdaj, klasično, vse te klasične preiskave, recimo, so pogosto invazivne, kar pomeni, da je treba vzeti biopsijo, se pravi delček tkiva,
lahko se zgodi, da nekdo ne vzame pravega koščka tkiva, ne, pa dobi zdravo, pa je napačno, ali pa recimo ga dobimo, ampak to je kakorkoli je preiskava, ki je boleča za pacienta. Ne. S to preiskavo lahko v bistvu naenkrat, se pravi, lahko ocenimo tudi ne samo to, ali obstaja kakšno tako bolezensko žarišče v telesu, lahko pa ocenimo tudi pol velikost, recimo, ne, tega žarišča, se pravi, tam, do kamor lahko zaznamo, tako da lahko tudi vemo, je večje, manjše. Ni pa to edina metoda, ne. Veliko tudi sedanjih metod je, niso samo invazivne, zelo veliko se kombinira razne te metode, ki omogočajo opazovanje, recimo magnetna resonanca, potem CT in še kaj drugega. Velikih je, ne, skratka, ki že omogočajo. In v bistvu poskušaš kombinirati neinvazivno z invazivnim. Ne. Invazivna na koncu, zakaj vse rabiš, tudi v tem primeru jo rabiš, ker če nič drugega, saj če govorimo o raku, moramo ugotoviti, za kakšno vrsto raka gre. Ne. No, vi ste to metodo razvijali na primeru mlečne žleze, ki bi lahko aplicirali seveda na katerokoli drugo področje v organizmu, to je seveda zdaj vprašanje. Na katerokoli področje ne, lahko pa verjetno na številna področja, ki so povezane na številne bolezni, ki so povezane z vnetji. Se pravi, tam, kjer najdemo to našo tarčo, v tem primeru je bil katepsin S, ki je značilna molekula za imunske celice, se pravi, ki jo tudi izločajo predvsem pri vnetjih, ne, se pravi, dejansko na številne bolezni, ki so povezane z vnetji, takih imamo pa danes kar nekaj. Od številnih oblik raka, rak prsne žleze, odnosno rak dojke, ne, je samo ena od njih. Znane take bolezni so recimo reumatoidni artritis, arterioskleroza, ne, se pravi, ateroskleroza, vse to so bolezni, kjer najdemo dejansko katepsine, še posebej pa katepsin S v velikih količinah. Skratka, te vnetne bolezni, ki ste jih omenili že na začetku. No in ta metoda, vaša metoda je zdaj šele v eksperimentalni fazi. Koliko časa bi pa preteklo, da bi jo lahko uporabili v humani namene? Zdaj, če smo čisto realni, prav ta dotična molekula nima nobene možnosti, da bi šla v humano medicino, ne? Direktno. Ker je problem s fluorescenco. Se pravi, fluorescenca ima relativno majhen doseg, kar pomeni, da lahko gledamo nekje do centimeter globoko v tkivo, kar pomeni, da recimo pri miškah to gre, ker je sama miška majhna in dejansko lahko dobro lokaliziraš tumor, ali pa kakršnokoli drugo, se pravi žarišče vnetja, ne, medtem ko v humanem telesu pa to ne šlo. Ampak ne glede na to, ne, v primeru, če bi se pa zamenjalo, ne, se pravi, osnovno iz skelet ostane enak, če se pa fluorofor zamenja z drugačno molekulo, potem, se pravi, z drugačnim sledilcem, potem bi pa to bilo možno. Ne. Se pravi, lahko bi šlo v smeri od magnetne resonance do koncev tudi, kar se poskuša nekje PET, se pravi, pozitronska emisijska tomografija, ne, se pravi, tam je pa možno, da bi lahko tudi molekulo, ki bi imela to osnovno ogrodje enako kot ta, bi lahko direktno uporabili. Hkrati imajo pa te molekule še eno, če rečemo temu, uporabno plat, namreč tudi, če jih ne uporabljamo direktno v humani medicini, jih lahko uporabljamo indirektno. Indirektno pomeni pa to, da lahko ta pametna sonda služi direktno kot pokazatelj aktivnosti encima tarče, ki je recimo neposredna tarča za humano bolezen. In recimo ravno na katepsinu S so že tudi poskušali, se pravi, so šle raziskave že v klinične faze, se pravi vsaj v fazo 1, ne. Mislim, da tudi v povezavi z rakom. Se pravi, da dejansko ti lahko tako molekulo pa uporabiš neposredno kot pokazatelj aktivnosti tarčnega encima, ko apliciraš pa molekulo
ki ima pa terapevtski potencial. Se pravi, če rečeva potencialno zdravilo, ti lahko preveriš, ali je učinkovalo na tvojo tarčo ali pa ni učinkovalo. In to je pa recimo uporabno za farmacevtsko industrijo, ki razvija ta zdravila. Se pravi, ti imaš zdaj na eni strani ciljaš tarčo, pa ne veš, a si bil uspešen ali ne v in vivo sistemu, zdaj naenkrat imaš pa tukaj možnost, da to preveriš. Se pravi, neposredno. Tako, ja. Tam gre pa zdravili, ja. No, doktor Turk, vi ste doktorirali tudi iz medicinske in fiziološke kemije. Zato je bilo zanimivo slišati vaše mnenje o težnji ljudi podaljševanja življenja pozna leta. Govori se tam nekje čez 100 in več let. Nekateri znanstveniki govorijo, da bi morali dognati, kako preprečevati celično oksidacijo, poenostavljeno rečeno. Sprašujem vas, če gre za znanstveno fantastiko, morda čisti natek laikov, ali je pa res kaj na tem? Zdaj tako, težnje in želje potem, da bi po neskončnem življenju so že od nekdaj. Se pravi, dokam lahko dejansko pridemo z vsem skupaj. Seveda je teorij, kako to podaljšati, je en kup. Ene so povezane z oksidacijo, potem imamo recimo ta drug problem je skrajševanje telomerov, ki so nujni za podvojevanje celice. Se pravi, prej ali slej se življenje ustavi. Zdaj samo kje je tista zgornja meja. Ampak pri vsem skupaj ne smemo pozabiti tudi, teoretično do neke mere gre. Zdaj imamo teoretični limit, potem imamo pa prakso. Kaj se nam dejansko pojavlja do tam. Zdaj, zakaj življenje se neha prej kot je. Zdaj, če pogledamo, smo ga bistveno podaljšali. Poprečna življenjska doba še 30 let nazaj je bila bistveno nižja, kot je danes. Če gledamo o pričakovani življenjski dobi, danes mislim, da je v Evropi, pa tudi pri nas, za ženske je že krepko čez 80 let, če se ne motim, moški pa tudi nekje blizu 80 let. Se pravi, ja, nam uspe z vsem, ampak ne moramo iti samo na tisto strogo medicinsko, do nekam lahko, seveda lahko medicina do nekam pomaga. Vse drugo je pa tisto, kar nam prinese moderno življenje. Življenje, recimo stres, ki ga imamo, hitrost, s katero se nam stvari dogajajo ali pa odvijajo, so šle bistveno naprej. Zdaj, kje so te meje? Zdaj, če se mi ukvarjamo, tudi konec koncev bolezni, s katerimi smo se začeli ukvarjati, so bolezni, ki pestijo starajoče se prebivalstvo. Se pravi, ogromno denarja se vlaga v nevrodegenerativne bolezni, ki jih prej skoraj ni bilo, ker večinoma ne nastopijo pred 60 letom. Pa še en kup drugih je. Ja, teorije poznamo, recimo oksidacija, se s tem se že Linus Pauling na veliko ukvarjal in je propagiral, da boš, če boš pojedel 5 gramov vitamina C na dan, ki je askorbinska kislina močan antioksidant, boš zelo podaljšal življenje. Samo osnov čist kompletno znanstvenih tam ni bilo. Je pa izziv vsekakor, koliko lahko naredimo, pa koliko nam genetska slika pri tem pomaga. Se vsake toliko časa odkrijo kakšen gen, ki pomaga k čemu. Bi morali pa še način življenja spremeniti v vsakem primeru. Ja, no, za to odkrivanje raznih novosti v raziskavah, ki sodijo v polje ved o življenju in imajo prihodnosti največji potencial, je zato tudi zelo drago. Kako se slovenski raziskovalci tega področja po znanju in po denarju, ki vam je na voljo, umeščate v mednarodni zemljevid? Ste tako cenjeni ali se morate dokazovati in v kvaliteti in seveda za dokazovanje vlagati dodatne napore? Ja, zdaj čistko, če pogledamo, problem je večplasten. Eno je, da Slovenija ni najbolj prepoznavna, kako bi temu rekli, blagovna znamka ravno v svetu. To se pravi, da se morajo slovenski raziskovalci, ki delajo v Sloveniji, bolj dokazovati kot njihovi kolegi iz bolj prepoznavnih okolij, pa se to ni omejeno samo na znanost, to je vse skupaj. Po drugi strani se pa srečujemo tudi s pomanjkanjem sredstev. Mislim, sredstva, ja, če bi tudi sredstva bi se dali nedvomno boljše razdeliti. Skratka,
v državi z 2 milijonoma prebivalcev ne moramo gojiti vseh področji znanosti od A do Ž, ampak bi nekje morali pogledati, kje recimo smo uspešni, kje se lahko kosamo, vsaj recimo s tistimi, če rečemo, zgornjim razredom, prav v svetovnem vrhu, pa ne moramo trditi, da imamo kjerkoli raziskovalca v Sloveniji, ki deluje tukaj. Ampak vsaj tiste bi potem morali vedeti, kje smo. In tam zagotoviti potem primerno količino sredstev. Hkrati je pa sistem tak, ki po eni strani tudi zavira to. Prav, zunaj se zavedajo tega, da ti, če hočeš nekaj spet, potrebuješ kritično maso. Brez kritične mase ne boš uspel. Tudi če se moraš stalno dokazovati, na vsake 2-3 leta dokazovati stalno z nekimi, če rečemo temu, članki ali čim podobnim, potem do večjih odkritij niti nimaš možnosti, ker dobesedno kar naprej hlastaš za zrakom, to pomeni, da upravičiš svoj obstoj, pa potem malo objaviš tam, pa malo objaviš nekje drugje, zato da bi upravičil obstoj. Vse velike zgodbe rabijo čas, da se razvijajo. In okolje. Ti moraš tudi nuditi primerno okolje. Se pravi, primerno okolje pomeni primerno infrastrukturo, ki bi morala biti na nivoju najrazvitejših, se pravi ne na nivoju unih, ki capljajo zadaj, pa ko v najboljšem primeru sežejo nekam do povprečnosti. In tega se moramo zavedati, se pravi, to pomeni, mislim, če pogledamo tudi, koliko Slovenija vlaga na prebivalca, krepko zaostajamo za vsemi razvitimi državami. In potem tudi, če rečemo, jaz smo za 10% dvignali, če zaostajaš za, ne vem, se zdaj natančnih številk, se žal niti ne spomnim. Ampak če zaostajamo za 7 do 8 krat za najbolj razvitimi, tudi če rečeš, sem dvignil za 10%, ali pa bom dvignil za 50%, bo še vedno zaostajal za nekajkrat. Ne pa da ga boš ujel. Se pravi, ti bi moral stalno vlagati v absolutnem znesku več, kot se to povečuje drugje, da bi jih lahko nekoč v prihodnosti ujel. To se nam pa ne dogaja. Se je zanimivo, zato bi bilo slišati vaše mnenje, kakšen odnos imamo Slovenci do znanosti. Ne mislim zdaj tu samo na strukturne politike, ampak nasploh. Kako jo cenimo, kako jo razumemo, kaj od nje pričakujemo. Vi se namreč gibljate v mednarodnem okolju, pa najbrž imate o tem kakšno mnenje. Ja, jaz mislim, da je trenutno znanost v Sloveniji vse prej kot cenjena. In zakaj je po moje večplasten problem? Če pogledamo samo to, kje se znanost pojavlja v medijih. Mediji lahko veliko pripomorejo k prepoznavnosti nekega področja, pa lahko je to znanost, lahko je to šport, lahko je to karkoli drugega. Se pravi, znanost je če rečemo, v dnevnem časopisju, pa že sam, če primerjamo s kulturo, ker je velikrat pravimo, da je zelo, zelo zapostavljena, znanost najdemo še samostojne priloge nima več, kot je nekoč imela v delu, se pravi, moramo pogledati med kultura in družba v četrtek, če vemo, da v četrtek to tam izhaja, pa tam na nekih 3 straneh približno lahko nekaj preberemo. Potem preberemo še dodatne stvari se pojavljajo, ampak ne ravno tako, ne na dnevni osnovi. Imamo še eno stran, mislim, da je v dnevniku, pa potem o zdravju lahko kaj preberemo, ki pa ni nujno, da je samo povezano z znanostjo, ampak je v bistvu širše, namenjeno, mislim, da je enkrat na teden najdemo eno stran, ki je namenjena zdravju, tudi v delu. Tudi v ostalih medijih je znanost, se pravi, recimo, če rečemo vseh teh vizualnih medijih, se pravi televizija, so te oddaje nekje postavljene na obrobje, če sploh so, se pravi, jih srečamo veliko, veliko kasneje. Seveda, problem je v tem, da mogoče po eni strani tudi, ne bom rekel, da znamo mi najboljš predstaviti naše dosežke. Tle se je tudi treba zavedati, da ni vse zlato, kar se sveti. Se pravi, da moraš biti nekoga, ki bo znal kritično povedati, tole je zares dobro, tole je pa zelo na začetku, pa ne vemo. Pri nas je pa tudi
žal velikokrat srečamo, da se ljudje se zelo hitro pohvalijo, zelo hitro vidimo, ne, tudi konec koncev, če se umem sam na moje področje raziskav. Jaz smo odkrili nekaj novega, sam še malo pa bomo imeli že novo zdravilo na trgu. To ne drži, ne. Raziskave na tem področju so dolgotrajne in drage. In šteje samo dolgi rok. Šteje zgolj in samo dolgi rok. Tako da, ja, kako prepričati slovensko javnost, da to, kar se dogaja tukaj, ne, se pravi, tle mislim, da bi morali enostavno vsi stopiti skupaj, od medijev do politike, do raziskovalcev samih in povedati dejansko, zakaj je to pomembno, kaj se bo zboljšalo za vsakega, se pravi, tudi za kogarkoli, ki mu je danes znanost ali pa raziskave samo nekaj čisto imaginarnega, kaj bo to pomagalo, mogoče ne njemu direktno, ampak mogoče bo pa zaradi tega njegovi otroci imeli lažje in boljše življenje, če se bojo stvari premaknile naprej. Profesor Turk, vi niste zgolj raziskovalec, znanstvenik, ampak ste tudi univerzitetni učitelj. Kakšne pa so vaše izkušnje z generacijami študentov? Tudi glede na to, da imamo množičen študij, hkrati pa ostaja vedno več mladih z diplomami brez dela. Ja, no, saj to je tudi eno vprašanje, ki je dejansko vprašanje tudi za politiko. Res je, po eni strani vzgajamo vedno več novih diplomantov, po drugi strani se zaradi množičnosti lahko postavlja vprašanje, kako kvaliteten ta študij je. Se pravi, ali res dobimo ven najboljše in po drugi strani, zaradi možnosti, ki jih imajo, ali bodo ti najboljši, v kjer smo pa vseeno vložili veliko sredstev kot družba, ne? A bomo znali njihov potencial izkoristiti tukaj, ali bomo ta potencial pod ceno prodali, ker pač za njih nimamo pogojev dela. Ne? In generacije, s katerimi se srečuješ, ja, seveda so razlike, ne? Dobro, če se spomnim mojih časov, takrat ponovadi je bilo še vse tudi na tem področju bolj entuziastično. Danes se pa tudi pojavljajo konec koncev tudi nekje materialne želje, ali si bom lahko to uresničil, se pravi, ali če bom delal tukaj, ali bom lahko prišel do svojega stanovanja, ali si bom lahko ustvaril družino ali karkoli. In če se srečaš s temi problemi, ne, in ugotoviš, da pravzaprav do svojega 40. leta nimaš nobenih perspektiv, če si dober, mislim, da ni nobene dileme. In tisti najboljši nam bodo pač vedno bolj uhajali ven. Včasih nekje so bili vseeno, kakorkoli, razumevanje je bilo mogoče drugačno. Ne. Danes, ki je povezano pa tudi kakorkoli, ne, velikokrat slišimo, pa se vsi pritožijo zaradi plače, v raziskavah so zelo slabe plače. Tudi ni mesta za nedoločen, delovnega mesta za nedoločen čas. Niti delovnih mest za nedoločen čas jih je v bistvu zelo, zelo malo, pa še ta so, tudi če se formalno reče delovno mesto za nedoločen čas, če so povezane sredstvi, ki jih moraš ti stalno zagotavljati, da boš imel denar za plačo na tistem, za to delovno mesto, potem ni tako zelo preprosto, kot si marsikdo predstavlja. Tudi pri nas, ne, ja, mi uradno sicer spadamo v javni sektor, samo ves denar za raziskave moramo dobiti na trgu, se pravi preko projektov. Država nam ne da nič, tako da bi rekel, tukaj imate, pa delajte. Ne. Ja, bi bilo zelo lepo, ampak žal ni tako. Ja, in kako v takih razmerah znanstveno vnemo prenašate na mlajše generacije? Poskušaš jo še vedno, ne, se pravi, poskušaš dopovedati mlajšim, da vse in tisto, kar delamo, da je dobro in da ima perspektivo tudi za naprej. Če nič drugega, kar lahko vsakmu poveš, je pač to, da če bo prišel iz dobre skupine, bo imel perspektive vsaj v tujini, če že ne doma. Ne. Kar se sliši mogoče žalostno, ampak tako je. Ne. Je pa res, da jih recimo, če nič drugega, jih je pri nas zelo veliko naših tudi doktorandov je zaposlil Lek v prejšnjem času pa Krka. Ne. Samo zgubila, se pravi, ostaja v slovenskem prostoru in v glavnem so bili vsi
bom rekel, raziskovalci iz našega oddelka že od nekdaj zelo cenjeni. Tako, hvala vam, profesor Boris Turk, za tale pogovor. Ja, hvala tudi vam.